Živijo. Jaz se spet po hribih potikam in sicer sem v vasici Srednji Vrh in gremo baje na najlepši jesenski vzpon v Karavankah, vsaj nekateri tako pravijo. Cilj je pa Trupejevo poldne. Pojdimo pogledat Macesne. Takoj za parkiriščem se držimo rahlo levo in gremo skozi vasico, pa na koncu vasice pa desno gor proti Vlaki, oziroma po Vlaki. V začetnem vzponu s čudovitim razgledom na Špikovo skupino. Zaradi sonca se malo slabše vidi. Se pa držimo desno, tle se malo poravna. Pa pridemo počasi ob potoček. Kakšno veličastno drevo. Žal pa že posušeno. Ko pridemo ob potoček, mu sam sledimo navzgor. Na Trupejevo poldne sem šel drugače do zdaj samo enkrat, pa še to pozimi. In vrh je bil v megli, tako da je zelo lepo, je tudi zelo lep razgleden vrh. Mi je pa malo sumljiv po teli potki, ker ni nobenih markacij, ampak sigurno se tle na vrh pride. No, takole, tole je pa spominska plošča za krajane Srednjega Vrha, ki jih je zasul snežni plaz leta 1777. Kakšen živahen potoček. Po poti imamo pa takole lepo slapišče. Kakšen lep gozd. Zdaj smo nekje na pol poti. Počasi prihajamo pa med Macesne. Listavcev počasi ni več, oziroma jih ni več. Bližamo se pa tudi že sončku. Res je lepo. Zdajle pa še lepše rata naprej. Ja, smo na železnici. To je v bistvu tudi izhodišče, sam precej višje. Zdaj se pa počasi na planine preselimo. Pa na sončka. Pa smo na planinah. Malo kontrasta. Zlata pa zelena. Smo pri Rovski koči. Je pa zdaj res lepo. Pot ni markirana, ampak sledimo pa skozi tenim znakom za Alpe Adria Trail. A ni tole noro.
tukaj od konc planin naprej se malo strmo vzpne do grebena, pa levo še en vzpon, pa smo pa že gor. Takole, zdaj smo pa, mislim, da smo to že na meji z Avstrijo, ali pa še ne, ampak vidi pa se sigurno Avstrija. Zdaj se pa še lepši vidi. Kar kul. Sedlo naprej gre pot Alpe Adria Trail, ampak mi gremo pa kar gor v Rezal. Pogledi so pa dobesedno z koraka v koraka lepši. Tamle je že vrh, pa gremo hitreje na panoramo. Več pa na vrhu. Pozimi je pa bližnjica tlele dol. Smo šli mi kar direkt dol po snegu. Morate kdaj provat po celem snegu dol laufat ali pa samo poskakovati. Prava žurka. Tole pa pogled v sosednjo državo. Evo ga, mi smo na Trupovem pol dnevu. Dan se kar gneča. Evo, to je še Avstrija, greben Karavank, naprej dol Italija. Tamle pa naravnost Jalov, Mangart, malo levo je Jalovc. Potem tukaj, ki je luknjo vmes, je Vršič. Zadnji Bavški Grintovc, potem Razor, Škrletica. Triglav se pa ne vidi. Tamle se ta zadnje levo so ravine. Zdaj pa dol gremo pa kar smo po drugi strani kar nadaljevali pot naprej, pa bomo videli, če bomo v krožni poti dol prišli. Tale potka za dol gre v bistvu skozi po meji po grebenu in je ful lepa. Mi je še bolj všeč kot ona za gor. Tle smo prišli do križišča, kjer je železnica desno. Tukaj piše gor za Trupove opoldne. In gremo po teli potki. Je pa tle res noro lepo, kot v pravljici. Še zmer fantastični pogledi. Evo pa smo nazaj pri Lovski koči. Tako da je ena res slušna krožna pot. Evo, bom kar tlele naredil en povzetek pri teli Lovski koči. Ja, pot na Trupovo opoldne je res en tak fantastičen, lahko tudi družinski izlet.
Tudi z manjšimi otroci, gor so bili po mojem 3-4 leta stari otroci, tamle, če se do železnice zapeljete. Do železnice se pride pa iz Kornskega sedla, pride cesta. Drugače pa, če greste pod spod, še zraven sta šla moja starša, brez problema, 2 uri pa pol približno vzpona. Macesnov je toliko, ker ne vem, če sem jih že kje videl. Bil sem pred kratkim na Belem polju, bil sem na Slemenovi špici, pa tudi približno ni nikjer toliko macesnov, tako da to je to, če hočete te zlahka rumene macesne. Tale pot dol krožni je tudi vrhunska, tako da vam tudi priporočam, da greste v krožni dol. To je to, dajte kakšen komentar, like, drugače pa se kmalu vidimo, lep dan še naprej. Čau!